Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam bi rada povedala razmerje, kako razmišljamo. Včeraj zvečer sem z mojimi puncami gledala risanko Čebelji film. No in začne se ta risanka na ta način. Če bi čebele vedle, da razmerje med krili pa med trupom imajo čist nesorazmerno, imajo v osnovi premejhna krila in prevelik trup, no da si boste lažje predstavljali, sem jo dejansko čebelco sprintala. In imajo prevelik trup in ker one ne vejo tega, ampak po vseh zakonitosti te aerodinamike, one sploh ne bi smele leteti. Ampak ker one ne vejo tega, one kljub temu letijo. No, in dejstvo pa je, da mi določene stvari, ki jih vemo, nas zadržujejo in zaradi tega ne poletimo. Enostavno ne poletimo, ne dovolimo si, zato ker smo v tistem, ker preveč vemo. In zdaj pogledajte prav to, kar vemo. Ko se odloči nekdo, da bo nekaj poskusil, nekaj naredil, nekaj drugače, vam povem svojo zgodbo. Ko sem jaz začela, oziroma ko sem službo pustila, je bilo tisto, ampak varna služba. Ja, pomislili, kva pa, če ne boš dobila več varne službe? Ja, pa boš, da ostaneš tukaj, ker si zaposlena. In to je bilo skoraj, to je bilo 30 let nazaj. In zdaj vi pomislite, ostajaš zato, ker je varno, ker je poznano nekje, in potem vsi tisti ljudje, ki te imajo neizmerno radi, ti hočejo povedati, ostani v tisti kletki, kar je varno. In ostaneš tam, zato ker je vse to, ti je znano, ti je varno in ne poletiš. In čebele, ker pa tega ne vejo, da ne bi smele leteti, one letijo. No in zdaj tisto, kar nas zadržuje. Jaz zdaj veselo obdelujem svoj vrt. In ta moj vrt, v osnovi nisem skoraj še nič posadila ta trenutek. Ker kaj delam? Zaenkrat pobiram, preganjam strune. In bi človek rekel, čim hitrejše je treba posaditi, zato da bo začel čim hitrejše rast. Ampak dejstvo je, da če jaz pripravim moj vrt, zato da bo potem, da ne bo škodljivcev, pomeni, da bo boljš rastel. No, ravno tako je pa z našim umom. V bistvu naš je potrebno pripraviti za te velike zadeve. In dokler imamo neke škodljivce noter v glavi, te programe, ki nas zadržujejo, ne moramo poleteti. In zdaj tisto, kar jaz to zaveščam, kar še vedno zdravim, je ranjena ženska. In verjamem, da, vsi smo na nekem potovanju in ta ranjena ženska iz tega življenja, program iz otroštva, program naših babic, program, ki ga nosi duša s seboj. In pojmo mečkam zdaj na te programe, ki jih nosi duša s seboj. Vem, da sem o tem že govorila, ampak vseeno čutim, da je pomembno, da večkrat govorim o tem, ker zadnjih časa mi prihajajo knjige pod roke in vsakič znova sem navdušena nad tem, ko berem avtorje, kako razlagajo o svojih programih, o svojih videnjih, o tem, kar oni vidijo, kar so doživeli v preteklih življenjih. Zdaj sem začela brati Joe Dispenza, Postanite brezmejni. In tudi tam noter opisuje o tem, kako je imel vedenje, kako je v enem življenju bil razčetverjen, ker je želel ljudi poučevati, ker je želel nekaj narediti. In v tem življenju se je znašel v točki, ko bi bilo bolj enostavno se skriti pred svetom, ker je imel toliko nasprotnikov in v bistvu bi lahko padel na istem izpitu. In zato jaz verjamem v to, da je duša na potovanju in da vsak izmed nas ima podpravni izpit in se lahko vedno znova in znova zaciklaš v iste zadeve in se ustrašiš in ne narediš, zato ker je bolj varno ostati nekje v nekem varnem zavetju, zato ker se bojiš, kaj bojo drugi rekli, zato ker se bojiš sodbe drugih ljudi in predvsem drugi ljudje vas bodo vedno sodili, in to vam govorim iz svojih izkušenj, tisti bojo imeli največ za povedati, tisti, ki imajo sami največ dreka za prekidati.
Povedala sem po domač, ker tako čutim, tisti, ki imajo neveč sranja v svoji družini, bodo upravljali vas. Zato, ker je njihove težave so toliko velike, da je bolj varno se ukvarjati z vašimi težavami, kot pa da bi začeli pometati pred svojim pragom. In glejte, ne bom nikdar pozabila, enkrat je ena gospa hodila k meni na svetovanja in njen problem je bil, da je bila zlobna do ljudi in to je želela pozdraviti. No, v bistvu sem malo pregledovala prejšnja življenja, zdaj kako jaz to delam na srečanjih, na osebnem svetovanju. Jaz nisem neka čira-čara, ki nekaj vidim, ampak preko intuicije vam svetujem, vas vodim, da lahko sami s mišičnim testom pogruntate, kaj je za vas resnica in kaj je neresnica. Ja, imam neko vedenje, da lahko pomagam, da lahko pridem do tiste točke, kjer se je zataknila energija. In če se vrnem k tej gospe nazaj. Ta gospa ne hodi več, je nehala, ampak kdaj je nehala? Ona je iz tega našega okoliša in pozna tudi mojo družino in mi vrgla pod nos neko zadevo iz moje družine, o kateri ljudje govorijo. Ne? Se pravi, je bolj varen tebi vršiti v glavo nekaj, zaradi česar, na ta način se ti si še slabša, kaj jaz, a vidiš. Se ti imaš še več problem, ki jih imam jaz. Se jaz sem v osnovi še dobra. Zato, glejte, ljudje, ki so zlobni, naj vas ne motijo. Zato, ker imajo sami več za prekidati. Tisto, kar pa vaš življenje uči, je pa to, da pogumno stopite na to pot čiščenja svojih podzavestnih vzorcev in res je tistega, česar se najbolj bojite, tisto je vaša šola. Zdaj, kaj je tisto? Jaz seveda lahko govorim samo o mojem življenju. Kaj je bilo mene najbolj strah izmed vsega, oziroma kaj je bila tista sveta stvar, preko katerega sem mogla stopiti? Poglejte, jaz sem krščansko vzgojena. In pri poroki obljubiš pred Bogom, pred pričami, pred celim sorodstvom in pred partnerjem, da se bom do smrti, se pravi, dokler naju smrt ne loči, se bom trudila za naju, za to sveto stvar, za zakon, za družino. In jaz tudi to odnos, pač nisem šla s figami v žepu, ampak dejansko sem se predala, se pravi, sem vrgla, celo srce sem dala noter. Zdaj pogledajte, če ti veš, da celo srce daš noter, potem lahko tudi brez slabe vesti enkrat rečeš, če nekdo drug pretrgal obljubo, dovolj je bilo. Veste? In to dovolj je bilo. Vsak odnos je, recimo, mnogi ste bili vzgojeni potrp v službi, potrp. A veš, koliko je drugim še slabš? Jaz sem tolikrat slišala, pa mislila, koliko je lačnih v Afriki. Zdaj, kakšno, se pravi, tam je nekdo v bošček, ki umira, in zdaj ti boš pa kar nekaj na vrat na nos naredila. A pa nisem mogla malo potrpeti. To je bil recimo en program, ki sem ga poslušala, pa imam jaz zelo rada mojega očeta. Res, moj oče, jaz ga imam res rada, je krasen človek. Ampak verjamem, da je bil tudi on tako vzgojen in njegovi starši so bili tako vzgojen, ja, malo potrp, stisn zobe, sej bo, stisn zobe. Kaj bojo pa ljudje rekli? No, daj pomislite, kaj bojo pa ljudje rekli? Ljudje bojo zmerom nekaj rekli. Dejstvo je, tisti, ki vas želijo vlačiti po zobeh, vas bodo vlačili. In tisti, ki, ne moreš biti vsem všeč. To je dejstvo. Enem si všeč, drugem greš na živce. No in zdaj pa pojmo predelati to, kaj gre ljudem na živce. Ta sistem ugledal v tem našem svetu. Nekdo ti reče in ponavadi najožja družina nam pritiska na rane, nam pritiska na tiste tipke, da mi odreagiramo. In vse to, kar vam ljudje rečejo, v glavo. Se pravi, ti si, no kaj, manipulatorka, ti si tista, ki laže, ti si tista, ki vara, ti si tista, kdo si ti. Kakšne očitke poslušaš? No, dajte to napisati. In ko se boste naučili
prepoznavati vaše, se pravi, dokler mene zaboli, kaj mi je nekdo rekel in tako kot rečem večkrat, splezaš na drevo, igrače s sabo, v jok in ne greš več dol. A ne? To pomeni, da je pritisnil na tipko, na rano, ki jo imaš za pozdraviti. Zdaj pa druga zadeva. Največkrat ljudje, ki govorijo o drugem, se pravi, ti si tak, najbolj en tak pokazatelj, nam reka, da vedno drži, ampak ljudje, ki varajo, je najbolj enostavno, da partnerja obtožijo, ti si tisti, ki varaš. Zato, ker lejte, napad je najboljša obramba, 2 prsta kažeta tja, 3 pa nazaj. Se pravi, na ta način sebe ščistam. Ti si kriva za slab odnos, ti si kriva za, ne vem, finančno stanje v družini. Če ne bi ti zapravljala, bilo vse v redu. Ja, mogoče pa bi bil čas, da vi malo pogledate, kdo zapravlja. In da na koncu vidite, da mogoče samo nekdo želi nekaj skriti. No, zdaj pa pogledajte. Se pravi, ko čistiš prsem te stvari in prideš na jasno, kdo si ti. No, in zdaj si vzemite list papirja in začnite pisati, kdo sem jaz. Lahko si tudi date svojo sliko na eno stran papirja in na drugo stran pišete, kdo sem jaz. In to je dobra vaja, sami sabo, kdo sem jaz. In seveda najprej daš ime, ker to istovetiš se z imenom. Potem priimek, sem mama, imaš vloge, ampak kdo si ti? No, kdo si ti? Boginja na potovanju skozi življenje. Kdo si ti? Ženska, ki se uči postavljati meje. No, kdo si ti? To je dobra vaja sama s sabo, lahko tudi, da se zmenite s prijateljico in vam ona postavlja vedno isto vprašanje, kdo si ti? In vi odgovarjate, prva misel, ki vam gre skozi možgane, je pravilna ugotovitev, pravilna za vas. No, zdaj pa naslednja zadeva. Ko mi razumemo, da nam drugi zmečejo v glavo samo to, kar nosijo oni v sebi, in druga zadeva, ko mi pridemo do točke, da na vse to, kar drugi rečejo, rečemo tudi prav. In tukaj je te mojstri, recimo Buda je sedel pod drevesom razsvetljenja in so mu ukradli to njegovo torbo, kjer je imel imetje in je ostal miren. Ali pa če gledamo te vnebovzete mojstre, recimo Jezus, so ga razgalili, so mu pobrali oblačila, so ga žalili in je ostal vedno na tudi prav. Ali pa je bil tih, se pravi, se ni zapenjal v ljudi, v to, kar rečejo, ti si tak, ti si tak. V glavnem, zelo pomembno je, da ostajamo mirni v tem, ko mi razčistimo, kdo smo, takrat nas drugi ne morejo več raniti. Drugim mogoče mi kažemo samo gledalo, kaj imajo oni za predelati, ampak pustite, da drugi delajo okrog vas, kar delajo. Če imajo vojno, imajo oni vojno, vas v čistvarstvo, postaviti se v steber svetlobe, biti v miru sami sabo in dovolj, da se stvari zgodijo. Počistiti staro in dovolj, da poletite. Tako da imejte se radi, uživajte in delajte na sebi.